Dobro došli na Ocvirki podcast. In pozdravljeni poslušalci v... Čak, zdaj moramo videti malo bolj resno. Ja. Okay. Pozdravljeni poslušalci v 14. epizodi Ocvirko podcast. Danes nadaljujemo z knjigo Millionaire Fastlane, MJ DeMarco ali kako se s Florenom in Matejem naučiti biti bogat. Tako. Do zdaj smo predelali neke osnovne poteze, pa potem smo govorili o vseh treh, bi rekel, načinih življenja, ne? Ja, načinih ravnanja z denarjem. Ja, tako je. Ja. Omenili smo sidewalk, slow lane pa fast lane. Če želite ugotoviti, na katerem pasu ste, poslušajte prejšnjo epizodo. Ne bomo nič obnavljali. Zdaj pa kar nadaljujemo v bistvu z nekimi zapovedmi oziroma commandmenti, oziroma ti si rekel, da je kratica, ki je omenjena v knjigi. Zdaj v bistvu v tej epizodi bova govorila o tem, ko prideš na ta prehitevalni pas, oziroma kako priti na prehitevalni pas. Kot neki pogoji so to v bistvu. Tako pa principi, ki vam lahko pomagajo, da boste bolje delali z denarjem, pa da bo vaš zaslužek manj povezan s tem, koliko časa porabite. Bi ti mogoče sem povedal, kako se v prejšnji epizodi si omenil eno kratico, ki se pojavi v knjigi, zato ker bomo verjetno uporabljali več slovenskih izrazov kot pa angleških. V bistvu kratica, ki se pojavi, je izgovorjeno pač kar next, ampak napisana noter NECST, ker so to v bistvu vsaka črka pomeni neko besedo, ki je kot nek ključ. Ti si rekel zapovedi, ne? Ja, mislim, to je tak prevod. N je need, E je entry, C control, S scale in T time. Zdaj pa bova, jaz bi šel tudi čez vsako, ne vem, kako hočeš. Pa dej, ja. Po moje sej tak imamo debatable vse, tak da... To so stvari, to so zapovedi tega pasa, ne? Pa kao stvari, ki jih potrebuješ, kak bi rekel. Pa se če rečemo, da so zapovedi, se ljudje ve. I guess, ja. Pač, jaz vam zdaj, mislim, da jih nimam v tem vrstnem redu, kakor si ti naštel, tako da bom šel po svojem. Lahko pa tudi... Lahko pa ti bom jaz sam zato, če si kdo lažje zapolne, tudi next, ne? Aha. Da začneš z need. No. Tako, to je po slovensko potreba. In zdaj, tako tisti, ki ste poslušali prejšnji del, v bistvu ti lahko, ko začneš razvijati svoj fast lane, se vprašaš, kater problem bom jaz rešil, da bom nekaj zaslužil, in zdaj večji kot je problem, težji kot je problem, več ljudi, ki ima ta problem, bolj boš lahko ti, več boš pa zaslužil posledično, no? Pa boljš, ko ga boš rešil. Tako pa boljš, ko ga boš rešil, pač boljša, ko je rešitev. In zdaj to pomeni, da v bistvu trg plača neko reševanje problemov, ne pa strasti primarno. In zdaj tukaj, to je zelo zanimivo, ko sem jaz to bral, je zelo zdaj, če si ti glasbenik, pa se s tem ukvarjaš, lahko se tukaj fejst ostaviš, ne? Ker recimo muzika še vseeno je neka strast in zdaj kaj ti dejansko prodajaš, ne? Ampak to bomo drugič? Ja, ali pa s kom drugim? Mislim, tu bi tudi dodal, ko smo pri reševanju problemov, to Hormozijevo foro, da bolj specifičen problem, ko rešiš, več lahko računaš. Tako, ja. Ker se bolj počuti stranka, kot da si njen specifičen problem rešil. Se pravi, recimo, če smo glih pri glasbi, ne? Telovadba za bele noseče mamice. Ja, to nismo zdaj pri glasbi, ampak dober primer specifičnega, ja. Ja, kaj si hotel? Jaz sem hotel reči, da lahko več računaš kot pevec na poročnih obredih, kot pevec. Ja, kot splošen pevec. Razen, če že imaš ne vem kak brand, da si pač... Ja, sam ni nujno, mislim, če imaš brand, ampak veš, on primer, ki je bil nek ful znan, zelo dober violinist, pa je igral, imel je koncert, to si zdaj mišljujem, to je anekdota. V glavnem, bil je zelo dober violinist in je pač imel koncert v soboto v Dunajski filharmoniji, si zmišljujem si, chill chat. In je pač za svoj koncert je imel planiran, oziroma že podpisana pogodba, da bo dobil za dela, ki jih bo izvedel, da bo dobil plačano 4,000 evrov. Ko je pa ta isti violinist, ki je prispel 2 dni prej na Dunaj, je pa igral v podzemni železnici, oziroma pač v enem izmed dostopov do podzemne železnice in je pač
igral oziroma basko, to pomeni, da ti igraš na ulici. Tam pa daš v bistvu v klubuček, ne pa ti pa v klubuček ali pa kapico meče in tam je pa zaslužil 15 €. In zdaj v bistvu, kak problem je on reševal, ne? Če hočeš, pa koliko vrednost tu recimo niha. Čeprav je on isti brand, isto ime, isti violinist, isto oblečen, iste stvari igral. Zdaj v Dunajski filharmoniji bil vreden par tisoč €, tam je bil vreden par evrov. Ja. Da je od okolja tudi zelo odvisno, kako ti rešuješ problem, ker lahko imaš tudi podobno razmišljanje, po mojem, nekoga, ki v neki trgovini prodaja oblačila, pa rečimo, da je ful dober prodajalec, ne? Da ima zelo dobre sales skills, bi te njegove sposobnosti bile ful več vredne, če bi hiše prodajal. Tako, naprimer, ja. Naprimer, no. Ja. Pa so zelo podobne v bistvu sposobnosti, sam malo know-how moraš spremeniti o tem, s čimer se ukvarjaš. Ne? Ja, torej, da si kar pozoren, kje sploh je zdaj to, kar ti rešuješ več vredno, naprimer, ne? Pa da ti zdaj prodajaš ljudem, ki sploh si lahko privoščijo rešitev za neko storitev. Zdaj, če smo prnit, pa potreba, ne? Da zaokrožim, da rešiš potrebo, problem, pa da si v tem dober. Okvirno, bi lahko rekel, pa za prave ljudi. Tako si rekel, ker če boš za nekoga reševal, ko ne more veliko plačati, nisi kaj veliko naredil. Tako, drži. In zdaj vidiš pa... A si še mislil kaj o potrebi? Ja, še sem tu. Aha, ok. Mislim, sem še tam sam reč, da lahko si pozorn na neke signale, če zdaj iščeš priložnosti za neke potrebe. Ne? In zdaj vidiš, da ljudje že plačuje za neko rešitev. Pa če vidiš, da je slaba ta rešitev, ne? Lahko ti še vsem to izboljšaš. To je zdaj, ko imaš ti nek trg, ki je že tako kompetitiv, pa če vidiš, da so zdaj, če so na tem trgu slabo rešene rešitve, oziroma slabi produkti, oziroma slabe storitve, kakorkoli obrneš, lahko ti, če uspeš to izboljšaš, v bistvu to za tebe ni več tako kompetitiv, ne? Ker recimo, ne vem, v poplavi fitness influencerjev lahko ti recimo ful izboljšaš, če se počutiš, pa če misliš, da zdaj lahko to narediš, ne? Ali pa če imaš znal, pa če si zelo passionate, lahko to pač narediš načeloma. Bo pa sigurno lažje to narediti v neki branži, ki ni tako nasičena. Pa tudi ne vem, a je bilo to tukaj, ampak da, ko si zdaj govoril, kako najdeš priložnosti, ne? Ja. Da je lahko vsaka situacija, ko si ti rečeš, da ti gre neki na živce, ali pa je lahko to priložnost za problem, ker je velika verjetnost, da če tebe nekaj moti, da ne moti sam tebe. Ne? Da ne moti sam tebe, ja. Naprimer, če vzamemo eno zelo priljubljeno slovensko podjetje, Slovenske železnice. Oni se lotevajo problematike zamud, mislim, da na ful napačen način. Da se ne vem, če se je lotevajo, da se ne. Ampak jaz mislim, da se ne bi smel osredotočiti na to, da so vlaki bolj točni, če vidiš, da je to tako težko kontrolirati. Ampak se osredotočiti na to, da bo izkušnja potnika, ko je na vlaku, boljša. Se pravi, naprimer, že ful manj bi se ljudje pritoževali, če oni bi sam poskrbeli, da je povsod vrhunski Wi-Fi, ko se ti voziš z vlakom. Ja, razumem. Ja. A ta Wi-Fi je vrhunski drugače? Ne. Pa ne samo, da ni vrhunski. To je lus, veš. Ja, ne samo, da ni vrhunski, ampak ponekod ni interneta. Ne? Ja. Na velikih lokacijah in če bi poskrbeli, da bi tam bil internet, zdaj, ko so ljudje toliko na telefonih, bi se tudi ful manj pritoževali, po mojem. Jaz bi zdaj tukaj kar znegiral celotno tole zadevo, zato ker imam eno interno, ampak še vsem zelo ustno informacijo o tem, zakaj pač je potniški promet toliko slab, kukor je, in to zaradi tega, ker ima veliko večjo prednost tovorni promet in tovorni vlaki pa ne smejo zamujati, ker se tega ne smejo provošiti in je od tovornega prometa na Slovenskih železnicah veliko več prometa in se njim pa malo fučka za potniškega. No, ampak, če veš, da ti ne moreš vplivati na točnejši čas, moraš poskrbeti za boljšo izkušnjo potnika takrat, ko je gor. Da si ti ne bo pritoževal zaradi zamude. Zakaj, če se jim že vsajen fučka? To je pač tako malo zadovoljanje, še vsaj bomo malo spravili, sem to ni važno. Ni važno je, da pač mi spravimo tovor od točka A do točka B. Tisti je pa pač malo prostransko zraven, ne? Tako imaš ti neke druge storitve, imaš neko trgovino, ki pač prodaja, ne vem, mainly oblačila, ne vem, to si zdaj izmišljujem,
Ne? Prodajo pa zraven tudi hrano in zdaj, kak so tiste police s hrano, pa kakšni so roki, tisti bolj tako. Ne? Pač imaš zraven nek dodatek, ampak se pravim, to je še vse zelo nepreverjeno. Ampak ne smemo pa reči, da je to primer dobre prakse. Ne, ni. Mislim, da vsi, ki so se vodili kdaj z vlakom, mislim, da poznajo tale primer prakse. Dobro. Ampak Potem naslednji signal. Tako, naslednji, a zapoved misliš? Ne. Jaz sem še kar pri prvi. Je to, da gledaš, če je problem zelo ponavljajoč. Kar pomeni, da boš lahko ti zdaj večkrat to... Torej, zdaj smo pri priložnosti še vedno kako najti probleme, ki jih bi rešil. Ja, zdaj smo še vsaj pri potrebah in zdaj če si ti zdaj na tem mestu, da hočeš malo se izbezati ven iz sistema, na kakšne signale iz okolice si lahko pozoren, pa to uporabiš sebi prid. Zdaj prvi je bil to, da iščeš... Kva? Torej, ja. V glavnem, lahko izboljšaš rešitev, pa drugo je to, da je problem ponavljajoč, to je tudi ena taka dobra forica. Zdaj, če pač lahko ti 10krat rešiš, namesto samo enkrat, pa zdaj fulenga časa vložiš, itak boljš večkrat, ko lahko ti rešiš problem, pa če je ponavljajoč, boljše to za tebe. Potem, da imaš jasno ciljno skupino, ki ima denar, to je že tisto, kar sem prej omenil, to je v bistvu en tak angleški rek je sell to the rich, ne? Pa tudi mislim, da je veliko boljši kupec nekdo, ki ima denar, sicer boš mogoče rabo več časa, da ga prepričaš, ampak načeloma, če imaš ti dober produkt, pa dobro prepričaš, bo to ponavljajoča stranka, ki ti ne teži, toliko fejst, kukor pa recimo nekdo, če recimo ti prodaš neko stvar, ki je ful manj vredna, pa da imaš neko, ki se ful veliko s tem ukvarja, boš imel manj profita za bistveno več dela. Definitivno. In tukaj sem tudi jaz noter, ko iščem kako čip stvar in pa ali sem tečen. Neke slušalke tam za 30 €, veš, če bi se toliko ukvarjal vsakeč, ko daš malo več denarja, ne, to bi pač, to je razmišljanje. To, potem pa da rešiš čas, ali pa denar, ali pa tveganje, da nekoho prihraniš to v bistvu. Ker to so stvari, ki nikoli ne bojo šle iz trga, ne? Tako. In zdaj tukaj je en tak test. Če zdaj tvoja rešitev zgine, ne? Kdo ima zaradi tega konkreten problem, pa kaj zgubi s tem, ne? In zdaj, če njemu ostane konkreten problem, pa če ful zgubi, pa si ti dobro rešitev ponuja, ne? Ja, to je fajn inverzirano vprašanje. Naslednja tatle zapoved. Zapoved naslednja, da smo next. Upam, da imamo vse te črke. Entry ali vstop. Tako, jaz sem zdaj tukaj kot neko oviro vstopno točko na ta način. In zdaj, če neki, o tem smo se malo že prejšnji pogovarjali, ampak če neki zelo lahko začeti, po preveč, mislim, bo sigurno veliko ljudi že to delali, s čimer pade tudi marža, pa vsi ful tekmujo scena. To zdaj je pa na koncu, če je ful lahko, je tudi ponavadi vprašanje, kdo ima najcenej, ne? Če je zdaj to neka ful taka osnovna stvar. Jaz sem si tu dal primer za dober primer reševanja tega, kar sicer ni v knjigi, ampak če si čul za strategijo modrega oceana ali Blue Ocean Strategy. Da si lahko trg predstavljaš kot, da imaš modre pa rdeče oceane. In rdeči oceani so nasičeni trgi, kjer je full rib ali bomo rekla morskih psov, ki se fajtajo, in je zato rdeč ocean, ker je krvav. Ker je toliko veliko konkurence, ne? Da se vsi borijo za svoje mesto na trgu. Strategija modrega oceana je pa, da ti ustvariš moder ocean, svoj ocean, kjer si ti edina ali pa sam ena izmed parih rib, zato ker rešuješ en problem, ki ga še noben ni rešil, ali pa ga na tok poseben način rešuješ, da nimaš konkurence. Ja, tako je. Čim manj nasičeno v bistvu. Tako. Zdaj tukaj v tem primeru samo mogoče gremo čez to, da ovire niso nujno lahko samo denar, ne? Lahko je, pač to je zdaj tak, če bi komu se pa kakšna porodila ideja, da malo pomagamo. Torej ne samo denar, ampak lahko je pomanjkanje znanja pa izkušenj in lahko ti z svojim znanjem pa izkušnjami neko stvar rešuješ, pa lahko so to procesi, ki jih nekdo nima. Ali pa distribucija, ne? Torej recimo ful se je pojavil v zadnjem času, ko je, ali pa recimo po koroni, so zelo prosperirale firme, ki so v bistvu kot pošta, ne? Te poštni sistemi DHL, ne vem, če je zdaj bistveno, ampak tu zdi se mi, da so v tem času zelo prosperirale, folk je začel veliko več naročevati, pa tudi ostalo pri tem, ker vidijo ljudje, da jim je ful lažje iti do enega paketomata tamle v svojem kraju, ko pa da se moraš zdaj voziti v trgovino splošno, pa zgubljaš čas. Potem za neka partnerstva tukaj lahko rečemo, da lahko tudi to ovira, da ga nimaš, oziroma da
ali pa se moraš rešiti, ne, zdaj to imaš že dva primera. Potem neka integracija, ne, da znaš ti neko stvar mogoče implementirati, tudi pa odgovornost, da zdaj ti ponuješ kot neko garancijo v bistvu, ne. Ali pa da zmanjšuješ nivo tveganja, naprimer, ne, to je, lahko se ukvarjaš z mafijstvom. A to zdaj, ko govorimo o entryju oziroma o vstopu, so to stvari, ko jih ti govoriš kot priložnosti, da vstopiš na nek trg? Ne, to je na nekaj, kar se lahko, to je par primerov, bi rekel, dobrih priložnosti, da vstopiš. Recimo priložnosti, ampak to so ovire, no, sem zdaj naštel, ne? Ok. In tudi priložnosti hkrati, ne? Ja. Ok. Vse je, ni? Ja. Ja, če se nočeš strinjati. Ja, nočeš se strinjaš. Ja. Ne, če lažji, mislim, rajš sem znegiral, ko nisem čist bil prepričan, da ne bom zdaj se z nečim strinjal, ko nisem čist prepričan, pa povem iz svojega zornega kota. Dobro. Okay. To mi je ful dober, ko se ful velikrat ne strinjam in pa ti poveš svoj point in je v bistvu moj point iz druga zornega kota. Parafraziran. Sorry. Bom probal. Se to je entertainment, Florian. To je vse za TikToke. Mislim, že bi mogel spet. Okay. Zdaj imaš tukaj še en kratek test in zdaj kaj točno preprečuje, da bi recimo 100 ljudi kopirali tvojo idejo. Ok. Hočem odgovor. Se pravi, tukaj tudi razmišljamo o tem, kako vstopiti v neki, kar drugi ne bojo enostavno mogli v to vstopiti. Tako si prej rekel, da če že nekaj vsi delajo, pa verjetno je enostavno, pa ni veliko vreden več. Ne? Tako. Okay. In zdaj, če odgovor nič, pa je slaba, ne? Pa je to slaba odločitev, zakaj bi to delal, ne? Naslednja črka, prosim, iz vašega akronima. CST, smo pri C, control ali nadzor. Kje pa imam to? Imam. S tem bi jaz začel prej. Ker sem control freak. Kot veš, namreč. Se smo vsi malo. Ja, ne vem. No, pustno. V glavnem, če tvoj, zdaj, da ima reč dohodek ali pa plača temelji na nečem, kar lahko nekdo spremeni z pritiskom enega gumba ali pa z tleskom prstov. Ja. Si ti. Noč si pač fejst odvisno tega. Kaj se zakomplicira ta stavek? Ja, se mi že sam všečne fraze si uporabil. Ja, tako. V glavnem zdaj, če zdaj nekdo lahko fejst, pa zelo hitro vpliva na to, pomeni, da ti imaš čisto nobenega nadzora nad tvojim prihodkom. Pravi nadzor bi bil zdaj, da lahko ti določaš ceno in ponudbo, da imaš sploh to opcijo in zdaj, če si nekje zaposlen, načeloma nimaš. Vse to, kar mi zdaj povedal, načeloma nimaš, ampak pa da imaš lahko ti dejanski stik s stranko, ne? Zdaj ne sam platforma, tukaj zdaj leti na to, da recimo, če si ti prisoten samo na enem socialnem omrežju, pa nekdo to ukine ali pa tebe blokira ali pa ti ful omeji dostop, ti potem nimaš dostopa stranko, ne? Te zelo to omejuje. Pa da lahko ti recimo sam zamenjaš ta kanal, ne? Da če jih imaš več, to tak načeloma ni problem, da to mogoče fajn biti prisoten na več njih. Pa da si ti gospodar pogojev, zdaj ne bi šel za vsega posebej, po moje to čist dovolj. Torej, da si ti sam krojiš, pod kakšnimi pogoji boš delal, torej tudi čas, lokacija, tukaj je tam tako najbolj pomembna, se mi zdi. In zdaj, tukaj se lahko vprašaš, če jutri zdaj neka platforma ali pa če imaš recimo sam enega večjega naročnika spremeni pravila ali pa te recimo zbena, ne, boš ti zdaj preživel s tem ali ne. In zdaj, če ne boš preživel ali oziroma, če se ti tu dohodek bistveno zmanjša, pa ali nekaj delaš narobe oziroma moraš nekaj spremeniti, da boš spet na prihitevalnem pasu. To si me zdaj spomnil na, sicer ni zdaj toliko direktno povezano s tem, kar govoriš, ampak zanimiv primer je, kdo je boljši, Apple Music ali Spotify, oziroma kdo je močnejši. In ljudje hitro pozabijo, da
če je Apple Music kadarkoli v težavah, da ga Spotify full prehiti, se lahko kadarkoli Apple preprosto odloči, da Spotify ne bo več na App Store. Ja. You Kar have zanimivo, no ne? power here. Jaz sem še vsaj imajo, po moje, mislim, Verjetno, mogoče celo kakšna klauzula, da je to neetično ali pa kaj takega, ne vem, da ne mislim more oni kaj- še vsaj sigurno imajo kaj od tega, ne? Ja, Da je ja. Spotify na App Store, Definitivno, tako da ja. mislim, da bi s tem tudi sami sebi plunili v skledo. Ja, vse veliko v bistvu naročnin gre pa prek Apple, ne? Ja, definitivno je. In je sigurno. tudi tukaj neka provizija, sigurno. ne? Tako je. No, pa itak vežeš vse te uporabnike, pa da grejo prek Mhm. Apple Store gor, ne? No, Tako da ja, to sem sam mislil. dobro si to ne mislim. Hvala lepa, gospod, Prosim, za gospod, vašo pohvalo in nadaljujte. z veseljem. Prosim, če nadaljujete z naslednjo črko. Ok, naslednja črka NEC smo obdelali. Need, entry in control. Sedaj sledi scale. Oziroma skalabilnost. tako, ali Razširitev. Razširljivost. Sprejmete razširitvene piškotke. Da se to ni nikjer bilo, ne vem. Razširitve ne vem, če so bili. Aj drugače sprejemate piškotke. Kaj ti delaš? Jaz od babice vedno sprejmem piškotke. Kaj pa od gospoda interneta? Odvisno, kje delam. Če je to pri meni, pol načeloma vedno hočem jih prilagoditi in Ja, zberem čim manj jaz tudi, piškotkov. To mi je pa res na živce. Ali pa če se mi zdaj modi, pa si manj prisiljen k temu. Ne? To je tudi Ja. tako vpliv, ker pa moraš 100 stvari poklikati. Po možnosti vsakega posebej, ni možnosti, da daš vse stran. Ok, scale. Oglavnem, tukaj gre predvsem za to, da če imaš 10krat več strank, pa s tem boš mogel vložiti 10krat več časa, potem nisi v prehitevalnem pasu. To je v Tako. bistvu main point in zdaj ne bi ful veliko izgubljal časa s tem, bi pa rekel sam še to, da skalabilnost nastane s tem, da narediš nek produkt, ki ga lahko večkrat prodaš, oziroma z neko standardizacijo, da narediš neke standarde in pol vedno potem delaš. Z neko avtomacijo. Avtomatizacijo, hvala lepa. Ja. Zdaj, kaj je bil dober primer tega, recimo, da si avtomatiziraš neke odgovore na maile, to je zdaj en del lahko sam tega, ne? Ali pa recimo pošiljanje, če imaš nek produkt, ne? Da gre to avtomatsko, da nimaš ti dela s tem, da dabiš za vsako stvar posebej. Potem, da imaš za sabo neko ekipo, ne? Ki zna delati brez tebe, pa en velik, ogromen del tega bi bila pa digitalna distribucija, sploh digitalnih produktov. Ne? Torej, da imaš ti spletno trgovino, ki jo postaviš enkrat noter, daš produkte, po možnosti digitalne, tako da nimaš dela z ničemer fizičnim, basically, ne, vse, kar spada zraven, največ skladišče, recimo, pa da nekdo rabi pol to predstavljati pa pošiljati, ampak da ti recimo greš spat, ljudje najdejo produkt na tvoji, da ima reč, spletni trgovini, ga naročijo in to je to in ti v bistvu sam prejmeš nakazilo oziroma prejmeš Tako, ja. nek znesek. Ne. Itak ti še vsaj plačaš za najem strani, ampak pustimo to. Vela, to je ta del. Jaz bi tu pri scaleu še rekel, da to, ko je razlagal o tem, da večji kot je tvoj ta, on je rekel sicer poslovni habitat, lahko je lokalni, mestni, občinski, regionalni ali pa globalni, celo svetovni. Se pravi, trg, na katerem ti operiraš. Da večji kot je ta trg, večji je pač potencial za zaslužek. Ne? Okay. Zato, ko recimo, če imaš ti restauracijo, je pač si omejen, koliko boš zaslužil, glede na to, kakva je kapaciteta restauracije. In to je to. In tudi, če imaš ti ne vem kako veliko menzo, če je tvoje mesto premajhno za tisto menzo, ne boš mogel tiste menze nafilati. Ne? Tako da tukaj je pač pri scaleu tudi to, da ti odvisni je, koliko je tvoj produkt uspešen od tega, na koliko velikem trgu igraš. Koliko je lahka, kak je njegov potencial. Ne? Tukaj je spet to, da tukaj se lahko vrneš na prejšnjo točko, ko smo se v bistvu pogovarjali, kakve so ovire. Ja, to je tudi ovira, ja. Res je. Ne, moraš biti na vse te črke, ki jih zdaj omenjamo, v bistvu pozoren, pa pol, če prestanejo vse te kriterije, pa recimo imaš dobro stvar, ki ima velik potencial, še sem, pa moraš ti za nekaj vložiti. Si še mislil pri scale, ok? Ne, nič takega. Tako da imamo NECS in še zadnja time. To je pa čas oziroma neka časovna ločitev. Je pa, in sem pisal, da je to sveti gral. Sveti gral, ne sveti gral.
Ok, valjda. In to pomeni, da posel deluje tudi, ko ti ne delaš operativno. To smo tako že zdaj omenili, po mojem 6krat, ampak to je to, da je vse pasivno po nekem Sicer bolj po nekem aktivnem delu. Tako da, če bi kaj o tem več, lahko prejšnjo epizodo poslušate. To je next. Need entry control scale in time. To pomeni, da se ti lahko omakneš iz nalog, ki se ponavljajo, pa boš še vseeno funkcionirala, ne da si ti aktiven, ampak čist pasiven sam demal. To je tudi malo to Tim Ferriss razmišljanje, da se vprašaš, ko imaš biznis, kaj se zgodi z biznisom, ki ga imam, če jaz za 2 tedna zginem. A so postavljeni neki procesi, da lahko operira brez mene? Ne? Super. Jaz bi tukaj dodal še poleg procesov ljudi in avtomatizacijo. Če imaš vse te 3 faktorje, ne pa načeloma, pa se ti umakneš, da če vsem funkcionira, ti res na koncu samo kot lastnik oziroma malo prilagajaš strategijo vmes. Ja, tako da to je next. Tako. Še eno vprašanje, ampak se ga teže ti omenil, ampak tukaj pa, če te 30 dni ni, ali pa sem res tak delan dela naprej, ampak to ste že ti omenil. Isto razmišljanje. Zdaj vam pa tukaj, kako zapovedi delujejo skupaj. Zdaj so sam kratki povzetki v bistvu. Če imaš samo nit brez entryja, lahko to hitro postane cenovna vojna. Povej. Ne, to je to. Pa naprej je pa zdaj vam za vsako od teha, veš. Mislim, da malo poveš, se pravi, če si sam potrebo rešil. To je v bistvu ta fora, ko sem jaz prej v unih 2 oceanih razlagal. V tem primeru si na rdečem oceanu, ker imaš ful konkurence. Zato je cenovna vojna. Pa imamo entry brez nida, noben ne bo kupo, ne? Torej, lahko ti vstopiš full easy, ampak nimaš nikogar, kjer bi se sploh zanimal za to. Noben nima tega problema. Potem imamo nit z entryjem brez nadzora. Tukaj se zgodi to, da je to platforma, ki ti vse pobere. Misliš čas, misliš še kam. Tako, naprimer. Potem imamo vse ostalo razen scale. Jaz si v bistvu naredil, jaz si pač sam na všiht naredil, ali pa to, ja. Potem, ali pa da imamo vse, pa nimamo zadoščenega tajma, je pa to ta zlata kletka. Ker imaš pa ti visoke prihodke, pa nimaš svobode. Torej, ti v bistvu si ful, recimo, imaš zaslužka, ampak ne moreš si pa nič prvošiti s tem, ne? Ali pa si mal na tem, da bi si lahko, ampak še vsem si ne moreš, da nisi nič naredil. Tako da res rabiš vse, ne? Tako, ni druga. Zadovoljiti. Ni druga, sam preverim, če tole izsnema in izsnema. Potem pa smo na 8. točki od 14. Moramo malo pohiteti. Ja. Tukaj imam en stavek, in sicer, da bogatstvo ni dohodek, ampak je lastništvo nekega asseta. To je zdaj ful podoben oni knjigi od Rich Dad Poor Dad. Jaz sem pa si spisal, da je tukaj bogatstvo profit plus vrednost sredstev. Se pravi, asseti plus kar zaslužiš. Ja. Se tudi Demarko tukaj reče, da je visok dogodek, je še vse dohodek, je lahka prevara, če je vezan na tebe. To je zdaj spet tak, ne, vezano vse na ta glavni del, ko so ti amendmenti, ko smo jih predelali. Zdaj bo veliko argema naprej na to vezan, kar on pa še podaja neke primere iz prakse. Pa tako, no. Zdaj, čeprav, če smo glih pri definiciji bogatstva, on definira bogatstvo s to formulo kot materialno bogatstvo, ima pa tudi drugo definicijo bogatstva, da je bogatstvo skupek človeških odnosov, zdravja, pa svobode, ne pa materialnih dobrin. Tako je. In da v bistvu vse, kar si ti ne moreš prvošiti, ti uničuje bogatstvo. To mi je ful všeč povedke iz te knjige, da če se moraš vprašati, če si lahko nekaj prvošiš, pa si ne moreš. Ja. V bistvu je. Če že razmišljaš o tem, ja. In pa tudi to, da ko imamo toliko o tem, če lahko denar kupi srečo, ne? Da on tukaj reče, da denar ne more kupiti sreče, lahko ti pa kupi svobodo, ki je pa lahko velik del sreče. Ne? Naprimer, ja. Ja, to smo pa tako že debatirali enkrat. In zdaj tukaj lahko rečemo, da je cilj Fastlane, da zgradiš nekaj, kar ima vrednost tudi brez tebe. Pa mogoče jaz vam tu zdaj 2 neke definicije wealtha, kaj sploh je wealth, ker zdaj tukaj bogatstvo. Ja, ker tukaj ni zdaj samo to, da bi ti to je simple ekonomija, v bistvu, da to ni zdaj sam zaslužek, ne, ampak kaj ti dejansko ostane. Ne? Pa da tukaj imaš vse skupaj. Ja.
je tisto, Tako kar je. ti ostane. Ja. Tako, kar ti ostane, drži. Tukaj se on predvsem osredotoči na to, da je to lahko asset, ki ustvarja cashflow, če smo zdaj sam na ta nek profit osredotočeni, ne? Ali pa je to asset, ki ga lahko prodaš, pa narediš s tem exit, ki smo ga imeli na prvi epizodi. Da ti neko stvar prodaš. Ja. Tako, firmo, na primer, prodaš. Ja. Tako. Oziroma nekaj, kar si pač ustvaril. Ja. Ali pa neko licenco, patent, to, ko smo govorili. Ja. Tako. To. In sedaj grem že naprej. In zdaj tukaj je malo razlika, mislim, ne razlika, govori o potrošnji in statusom, pa da zdaj, kako se lahko ti v bistvu na nek način tiho sabotiraš. A imaš ti kaj napisati? Jaz pač nimam zdaj čisto po glavi, jaz sem si pa malo izpiskal, razen to, kar se mi je zdel bolj nujno. Jaz o tem nimam, se pa spomnim. Veš pa, kaj je lifestyle inflation, to je pač basically to, kar sem hotel zdaj povedati. Ok, povej. Da s tem, ko ti veliko ljudi pade v to pas, da več kot zasluži, več si pol privoščil. To je ta lifestyle inflation. In ti v bistvu tudi, če si recimo dobil povišico, pa imaš višjo plačo ali pa neke više bonuse, to zapraviš in nisi pač nikamor prišel, si v bistvu na išem, imaš na istem. Imaš sam več denarja, pa zraven več stroškov in si pač nič nisi na novo naredil. Torej več zaslužiš, več porabiš, ostaneš na istem. To je ful težnja, se mi zdi, ko imamo ljudje, da moraš porabiti, kar imaš. Da moraš porabiti, ja. In zdaj tukaj on ful veliko govori o tem blingu, ne? Oziroma, da smo ljudje ful mahni to, da se hočemo drugim dokazovati, da gre v bistvu bolj za nek statusni simbol na koncu. Tako, ja. In je bolj važno, če hočeš biti na fast lane, da se ti držiš tega načela, da gradiš, ne pa kažeš. Pa mislim, da omenja vmes te, da recimo ti, ki so dejansko, ki imajo veliko bogatstva, če hočeš, da ful ne dajo veliko v bistvu na to na koncu na firme. Ne? Imaš pa Veš, pa to je tudi pogosto na socialnih mrežah, da imaš recimo enega, ali mislim, da je bila slika od Zuckerberga, ko je neki navadni beli majci, džinsu pa japonkah, pa je pač vreden tulk. Imaš pa na drugi strani enega, ki je pač oblečen v vse te najbolj razkošne firme, če hočeš, ki so zelo popularne, pa ima v bistvu minus na računu ali pa pač zelo nekaj malega, ampak to je zdaj tako. To... Mislim, če se nekdo, če vidiš nekoga v nekem full dobrem avtu, ti to nič ne pove o tej osebi. Tako je. Lahko je to, da lahko ga ima na leasing. Lahko si ga je sposodil glihkar od nekoga. Tako je. Lahko je zapufan totalno, sam ima pa tisto avto. Ne? Ja, ker ta oseba pol daje v bistvu status pred neke assete, ne, v bistvu kva. Je v bistvu samo revščina v zlati trenirki. Same pa, ne vem, je to iz te knjige ali iz psihologije denarja, da je res butasto tako razmišljati, zato ker če si ti kupiš avto nek ful dober, zato da te bojo drugi respektali, je ful zgrešeno, ker ko bojo drugi videli ta avto, si bojo sebe not predstavljali. Aha. Ne bojo tebe sploh opazili. Ja, tako je, v bistvu se gre za to, da vidijo neko materialno stvar, ne pa tebe. To je to zdaj ta razmišljanje, da v bistvu ni egocentrizma tle, oziroma egocentrizem je tle v tej smeri sam, da se osredotočamo vsi vsak na sebe, tudi ko se ukvarjamo, kaj si ljudje mislijo o nas, ampak v bistvu noben se ne ukvarja s tabo, vsak se ukvarja sam s sabo. Ljudje bi se ful manj ukvarjali s tem, kaj si drugi mislijo o njih, če bi se zavedali, kako malo časa mislijo na nje. Tako, ja, v bistvu, ja. To v bistvu res ni važno, kako zgleda pa to, da bi si drugi boljš mislili. Razen, če zdaj to tep kupi srečo, ne vem, kaj je zdaj to. A sem še mislil tukaj povedati? Ne. Pogremo naprej, da denar v bistvu sledi vrednosti. In zdaj, to so zdaj vse spet stvari, ko smo jih že omenjali. Več problemov, ko rešiš, pa težji problem, ko rešiš, pač več boš dobil. Da imaš v bistvu neke 3 ali pa 4 kriterije. Torej, velikost problema, čim več ljudi, čim bolj učinkovito, oziroma hitreje, ne? Pa da imaš čim boljši dostop, da je čim lažja distribucija. Tako da ti, recimo, zdaj, če gradiš nek facelane, ne moreš se zdaj vprašati, da boš sam čim več jim pomagal, ali pa da boš pomagal vsem, ne? To pač tukaj odpade. Moraš zelo jasno si zastaviti neke cilje, pa neko jasno ponudbo, kaj boš sploh delal, pa kako boš stvar rešil. Kar se mi zdi tudi zelo pogosto manjka na koncu. Polček ima kar naprej neke ideje, da je v prvem polju, ki ga gledaš, je problem, ne pa jaz. Kakem polju? To je, da izhajaš zdaj dejansko iz tega
Da izhajaš dejansko iz samega problema, ne pa toliko iz sebe, veš kaj mislim? A misliš, Torej, da je to na prvem mestu? Ja. Problem first, da je na prvem polju, si rekel, Sorry, pa ja. mi Aha, smislo, da si mislil... Jaz sem tako iz perspektive, Mislim, kao. on pas, kjer ali kaj, ne, to sem zdaj mislil. Okay. Takem polju. Kaj je, se pravi, kaj je na prvem mestu? Tukaj gre, v bistvu se gre za to, da so najboljše te ideje zelo pogosto dolgočasne, da zdaj se ne ti toliko ukvarjaš, kaj točno bi ti rad rešil, ampak da se osredotočiš na druge. Veš kaj mislim? To je to, nas so učili na faksu, Ja. empatično razmišljanje o stranki. Imaš kak primer? Da pač ti empatiziraš za stranko, ko so njene potrebe, a ne, zapravi, da pa testiraš, pa ugotavljaš, ko si stranka res želi, ne pa da ti skušaš stranki dati nekaj, kar ti misliš, da rabi. Pač to zdaj, ko sem tak šlam, pa tak sem mogoče okorno povedal, da ne gledaš iz svojega zornega kota, ampak da gledaš, kaj je dejanski problem in se ne ukvarjaš zdaj toliko, kaj bi ti rad rešval, ampak kaj dejansko rabi biti rešeno. Ne? Tako, ja. Se zdaj vprašaš, kaj je zdaj tisto, kar odpravlja neke napake, ne? Pa kaj zmanjša čas. Je to podobno zelo zornim odprej, ali pa da nek kaos znaš urediti. To je bil zdaj nek program lahko, ki to rešuje, ali pa recimo, če hočeš IKEA en del tega, ne? Naprimer. Pa da znižajo stroške spet IKEA, pa da zmanjšajo tveganje. To pa zdaj ne vem, če je IKEA. No, oni ful hočejo sam biti sustainable pa to. Tako. Ampak ja, oni se ful hočejo čim bolj znižati v bistvu ceno za stranko. Tako, ja. Tada, v bistvu bolj, ko rešuješ neko realno bolečino, več boš dobil plačan lahko iz tega, ne? A imaš kaj o tem, kak si, ta metafora avtomobila? Zaradi tega... To se spomnim, ampak se ful, to vem, da je bilo noter sam... Se pravi, zdaj smo pač govorila o teh 3 pasovih, a ne? Ja. In ti si kao avto, ki se vozi po teh pasovih. Onda to primero, a ne, da si ti svoje vozilo, je v bistvu ti in tvoje podjetje, ki ga ustvariš. In se ti s svojim podjetjem furaš po cesti in volan, se pravi, kam greš, to so tvoje odločitve. Se pravi, če boš sprejemal napačne odločitve, boš zavil nazaj na vozni pas ali pa celo na pločnik. Ne? Dobro. Pol olje, ki ga daš v avto, je tvoja izobrazba. Aha, točno, ja. Ampak tukaj on izpostavlja, da je pač znanje posod, pa skoraj zastonj, da ne smeš pozabiti, da ti ni treba kupovati knjig, ampak lahko daš 10 €, pa imaš članarino za knjižnico, ker imaš neomejeno pač znanje, pa dostop do skoraj vsega. Ne? In pol je pa to, da tvoje to vozilo se bo pa kvarilo, če boš ti zbiral napačne ljudi, ki te bojo uvirali pri tem tvojem delu. Tako da tukaj si on predstavlja ta avto in pa da imaš na tej cesti še robnike, ne? Ki ti pa preprečujejo, da bi ti nazaj padel, da bi zavil na pločnik, in ti robniki so odvetniki pa računovodje. Da imaš čim boljše, pa da jih tretiraš kot partnerja, ampak da moraš pa vsem biti zdaj tukaj ful selektivn, komu boš zaupal, ne? Da te ne bo kdo izkoristil. Da res ful ključ so lahko tukaj pol, ko so podjetja postanejo večja, dobri odvetniki pa dobri računovodje, ne? Zdaj pa še sam 3 kratke, bi rekel, mini temice, do katerih se dotakne. In zdaj ena izmed teh bi bila, da internet uporabljaš kot nek ojačevalnik, ne pa kot samo rešitev. Da ga uporabljaš v bistvu kot multiplikator. To, kar... Saj mislim, da zdaj če dalje več ljudi ve za to, pa če dalje več ljudi začenja to uporabljati na ta način, ne? In zdaj, če imaš dober model, ga lahko z internetom fajn pospešiš, če imaš pa slab model, se bo pa z internetom sam ful hitreje pokazal, da je slab. Tako da marketing pa distribucija zdaj ni v bistvu dodatek, ampak je to sam del sistema, tega se treba zavedati. Ne? Razen, če je to zdaj tvoj produkt, ampak to je spet druga zgodba. Potem naslednja taka mini temica je bila sistematizacija. In tukaj se treba zavedaš, da s tem, ko rastemo, pa ko imaš še dalje več strank, lahko kaos ubije posel, ne? Ker imaš ti toliko preveč, pa če zdaj vse sam delaš, ne boš mogel sfolgati. Ja, ne boš mogel
dovolj časa posvetiti temu, da boš rešil, kar bi rad. Ne? Pri sistematizaciji se moraš vprašati, kdaj je zdaj meja, oziroma da je ta nek most med tem, da jaz delam, pa posel dela. Ne, in zdaj ti delaš na začetku, pa pustiš, da pol posel dela za tebe. Ne? Pa zdaj, koliko si boš ti torej, sistematizacijo postavil tega, da ne boš sam ti delal, ampak da je to počas posel. Oziroma, to je produkt, kakorkoli. Potem pa še en del psihologije in zdaj, kaj so največji, bi rekel, na nek način sovražniki tega, da boš ti dosegel, da boš se začel po fast lane voziti, je to, da je želja po takojšnjem rezultatu, ker tukaj gre pa navadi za to, tako smo omenili 2 sekunde nazaj, da ti ne moreš nekaj narediti, pa tako počakati, moraš najprej postaviti nek sistem, oziroma če hočeš firmo ali pa nek produkt, ki ga prodajaš, ki ti bo pa prinesel pač dobiček, pa nek strah pred tveganjem. Zdaj tisti, ki je strah tveganja ali pa strah nasplošno izgubiti, ali pa da bojo failali, pa to verjetno ni za njih. Tukaj je zelo uncertain, vse pač treba več probati. Pa to, da ti pač zelo velikrat poskusiš, pa velikrat failaš, da sploh ugotoviš, kaj funkcionira, pa kako izboljšati sistem. Brez tega pač tukaj ne gre. Ker bolj kot ti failaš, bolj je to v bistvu samo en del feedbacka, da vzameš to za osebno. Ampak nikoli še ni bil boljši čas za failati, ko pa zdaj. Ja, meni se to zdi. Mislim, pač odvisno, ti ne boš, zelo majhna verjetnost je, če živiš v neki razviti državi, da če boš z neko idejo ne uspel, da boš zaradi tega pristal na ulici. Ja, naprimer, ja. On pa omeni tudi za sebe, da ko je delal to spletno stran za limuzine, da je ful, ko je drugič kupil nazaj spletno stran, je hotel ful bolj izboljšati in pač, če ne bi si dovolil tega, da bi zelo veliko failov, pa da ne bi poslušal, pa da bi bil nekak na nek način trmast, da ne bi sprejel tega feedbacka, verjetno ne bi bil tu, kjer je, ne? Ta da je res zelo važen. Itak, da poslušaš feedback, pa še vsaj sicer malo filtriraš, ampak da si pustiš, da pač failaš, no? Da kaj ne uspeš, pa to pa apliciraš na to, kar delaš. On je tako pač to spletno stran zelo dobro prenovil. Pa še ena stvar, ki smo pa že tudi omenili, po moje večkrat na najnih podcastih, je pa to, da je slabo to, da si ti neki, da misliš, da si busy, pa v bistvu nimaš pa nekih realnih metrik. Aha. Ali pa da je tvoja... Razgledaš torej, da si bolj zaposlen, kukor pa da dejansko imaš nekaj rezultatov tega. Ali pa da je tvoja metrika za to, da si busy čas, ne, ki ga investiraš v delo. Ne. Ja. To je ta, tukaj lahko zdaj spet apliciramo 9-80-20 rule, ampak v glavnem to, da ni važno, da ti izgledaš zaposlen, ampak se osredotočiš predvsem na to, kaj ti dejansko prinese neke rezultate. Delanje manj stvari, pa več pravih. Ne. Tako. Pa kak je že to? Ne vem, ne spomnim se. Še en tak rek je zdaj, sicer angliški, ampak mogoče ga napišem zraven. Okay. Torej, fast lane je v bistvu na koncu, če zdaj malo povzamem, čisto brutalno iskren, ne? Da rezultat pride z iteracijo, torej z nekim ponavljanjem in ustrajnostjo. To pa kar mi dve že tudi zelo lajamo. Ustrajamo. Ja, v bistvu, ja. Imaš še ti kaj zapovedati? Ja, seveda imam. Povej. Jaz bi še izpostavil mogoče 2 taki orodji, super, ki jih je noter v knjigi poudaril, in ena je bolj za tiste, ki že imate kakšno podjetje ali pa storitev. On je to poimenoval s kratico SNPS in to je superiorna nepričakovana podpora strankam. Okay. Da ko imaš podporo strankam, se pravi customer support, je ta meja, kaj je dober customer support, je tak nizk postavljen, ker je customer support v velik primerih zelo slab. Da če se ti potrudiš, da daš več, ko pa ljudje pričakujejo, ko daješ podporo strankom, imaš to lahko pač priložnost za nek organski marketing, da boš zveste stranke pridobivane. In da na vseh korakih, ko stranke pričakujejo slabo podporo, ti to izkoristiš, pa narediš več, kot pa bi drugi. Tukaj je do primer Amazona drugače, ne? Ja. Da če ustvariš pač zadovoljne stranke, ustvariš tudi brezplačen marketing. Da bi se ti marketinga ne rabiš, ampak se sam sebe... Tako. Se pravi, da poiščeš tako neka, to so sicer v proizvodnji, oska grla, ponavadi to so, kjer se zatika, ampak oska grla v smislu, da
se bojo stranke verjetno pritoževale, pa tam narediš nekaj več. Ne? To so, naprimer, jaz sem si ful zapolnil, če sem od koga kaj naročil, pa nekaj ni bilo v redu, pa sem to napisal, pa so mi poslali ponovno, pa so mi še nekaj zraven poslali. Ja, to si ful zapomniš. Ja. Pa njih to v bistvu nič kaj veliko stane na koncu. Tako da to je ena taka strategijica, pa je pa še ena, ko je omenil, ko pa ni samo za pač tiste, ki že imate podjetje, ampak jo lahko res življenjsko uporabna zadeva in to je analiza posledic najslabšega scenarija. Se pravi, da vsakič, ko ti sprejemaš neko pomembno odločitev, da si postaviš 3 vprašanja. Kaj je lahko najslabša posledica, če jaz sprejmem to odločitev? Pol, kolikšna je verjetnost, da se to lahko zgodi? Okay. In pol, a je tveganje sprejemljivo? Tako je. Tukaj pa tudi pač poudarjam, da če je le možno, ne pustiti ljudem, da vas silijo v hitro, impulzivno sprejemanje odločitev. Vedno proste za čas za premislek, če je le opcija. Ker zelo redko gre za življenje in smrt, ampak dobri prodajalci bojo poskrbeli za to, da se boste tako počutili. Ne? Ja, da imaš nek strah zraven. Ne? Ja. Tako da to je ena taka, ko je bila meni uporabna. Zdaj pa ne vem, če imaš 1000 napisan, bi lahko šla. Jaz imam sicer napisan, ker na koncu da še en akronim, ki jih ima zelo rad. Fast Lane Supercharger. No, povej. In vsaka od teh črk je zdaj v bistvu tako neka obnova te knjige. Ne? Se pravi, Fast Lane, beseda prvo, F je formula. Da on pač trdi, da bogatstvo je proces, ne pa dogodek. Tako si rekel, ne bo se kar zgodilo čez noč, ampak bo trajalo, da boš nekaj, če ne druga, vsaj sisteme odpostavane. Pol A, admit, da priznaš, da službe in skladi niso boljši način. Ko pa pač ta prehitevalni pas. Kot pa Fast Lane sam po sebi. Tako. Pol S, stop, da ne delaš več po starem, ne menjaš več toliko časa za denar, ko si ga prej. Ne? Ali pa saj delaš v tej smeri. Zmanjšuješ, koliko lahko. Ne? Pol imamo Fast Lane, imamo T, time, ko smo že ful velik, čas je največ vreden. L, leverage, imej nadzor nad poslom, čeprav tukaj nadzor je bolj control, ampak leverage smo rekli v smislu vzvoda, ne? Jaz sem tukaj bolj si razlagal kot nek vpliv, ne? Ja, se tudi bi šlo. Ja. Pol imamo A, assets, da povečaš svoje sredstva. N, number, to pomeni, da izračunaš svoj cilj, ko si prej rekel, da si pač postaviš neke cilje, ne? Ampak ti si bolj, mislim, da na negativno rekel, se pravi, da tisti, ko so na voznem pasu, da imajo samo neke dolgoročne cilje. Ja. Se pravi, da ne pozabiš, da dolgoročni cilji lahko vodijo v neakcijo. Zato, ker nimaš v njih pa majhnih, ki te do dolgoročnega vodijo. Da imaš še vmes akcijo skozi. Tako je. Pa imamo Fast Lane, zadnja črka, affection, to, ko smo govorili v prejšnji epizodi, da na več ljudi, ko vplivaš, več boš lahko zaslužil. Zdaj pa še beseda supercharger. S je steer, se pravi, pač da imaš nadzor v bistvu, ne? Tako, ampak bolj, ko smo rekli, da je volan pri avtu, so tvoje odločitve. Se pravi, da sprejemaš prave odločitve, pa da prevzemaš odgovornost. U je uncouple, torej zapustiš vozni pas in odpreš podjetje. Ker za vse te načine je to pač potrebno. Mislim, da se temu ne moreš izogniti, razen če boš pač na črn delo. Ja. Pol P, passion, da najdeš svoj nek zakaj, še zmeri bo vedno koristno, če boš v situacijah, ker mislim, da je skoraj nemogoče, da ob nekih takih negotovih trenutkih, da bo prišel do vprašanja, zakaj jaz to delam. In je fajn, da imaš pripravljen odgovor, ne? Da imaš nek namen. To je bil passion, educate, da se vedno pač učiš, vse življenjsko učenje. Road, tu je sicer on govorim o tem, da najdeš svojo nišo, ne, ko smo rekli, da bolj ko si niš, več lahko računaš. Control, da nadziraš svoje finance. Have, da imej, kar drugi potrebujejo. Tako si rekel, ne moreš ti zdaj nekega problema reševati, ki ga noben nima. Ne? Tako je, treba je najti pravi problem. Automate, avtomatiziraj posel. Replicate, da širiš svoj sistem pa posel, torej to skaliranje. Skaliranje, ja. Grow, zgradi brand in poslušaj stranke. In exit, da moraš vedeti, kdaj pa kak končati. In v bistvu to je mišljeno, kdaj in kak končati, torej, da ti pobereš
Denarven pa se v bistvu upokojiš. Jaz mislim, da je to poanta na koncu. Sem še hotel dodati, da je ta Fastlane Supercharger je pa neka formula za uspeh kao iz te knjige, ki jo izvlečeš in da pol na koncu pa sam piše triple R, trojni R, retire, reward ali repeat. Se pol odločiš. Ja. A se boš upokojil, a se boš nagradil, ali boš pač ponovil vse skupaj. To je bilo zdaj mogoče malo konfuzno sediti vsem tem črkam, ampak lahko greste še enkrat poslušati, si napišete besedo Fastlane Supercharger in greste čez te črke, pa imate pač nek akronim, ki vam lahko mogoče pomaga. Čeprav Next je že tudi full dober, ker smo ga prej obravnavala. Tako da ja, meni je bila knjiga zelo všeč, jaz vsem ful priporočam, da jo preberete. Res vam bo odprla oči, no, ta moja. Priporočil je pa tudi, veš komu je bila ful všeč, tedemu slovenskemu dropshipperju. On je Mariborčan, okay. Božiček ali kaj je? Nekaj takega. Luka Božiček. Pa je rekel, da mu je ta druga knjiga njegova še boljša. Tiste pa še nisem prebral. Tudi jaz ne, bo treba. Pa ima tudi fine rating na Goodreadsih, pa to tako, da bova še to pogledala. Imaš še ti kaj za dodati? Nič več. Okay. Jaz nisem izčrpal svoje vire. Vidva vam želimo, da čim hitreje in čim bolj učinkovito pridete iz voznega pasa na prehitevalni pas. In do exita. Tako, ali pa če je le mogoče, če ste slučajno v takem položaju, iz pločnika na vozni pas, vsaj ne. Če pa nimate pojma, o čem zdaj govorim, pa poslušajte prejšnjo epizodo. Ali pa preberite knjigo. Tako, ali pa preberite knjigo. Želimo vam veliko denarja in sreče ter svobode. Zdaj pa... Jaz bom šel popiti malo vode. Jaz tudi, lepa. Super zaključek. Nasvidenje. Dragi poslušalci in drage poslušalke, če vam je bil najin podcast všeč, se naročite na najin kanal, lajkate, subscribate. V nasprotnem primeru se vam bo budilka spremenila v zvok pozavne.